Lep pozdrav, tukaj je Blaž, danes pa bom govoril o predlogu za zagotovljen življenjski dohodek, ki je predlog za spremembo ekonomskega sistema oziroma gospodarskega sistema ali pa družbenega sistema na tak način, da bomo lahko vsem zagotovili dostojno življenje. Namreč, kot vidimo, v današnjem sistemu ima čedalje manj ljudi možnost enakovrednega sodelovanja in prejemanja od sistema, zato da bi lahko dostojno živeli. To je pač posledica tega, da smo ljudje zelo ignorantski do posledic, ki jih ustvarjamo s svojim sebičnim ravnanjem in svojo ozkoglednostjo v smislu, da samo skrbimo za to, da naše podjetje ali pa da mi osebno dobimo čim več dobička, ne glede na to, kakšne so posledice tega do drugih ljudi. Torej, dostojnici se tega problema zelo dobro zavedamo in vemo, da smo mi ljudje, da je vsak izmed nas kot posameznik rešitev za ta problem, se pravi, vsak izmed nas se mora začeti spreminjati in usklajati z principom, ki je najboljši za vse, zato da bomo lahko posledično ustvarili družbo, v kateri bo dostojno življenje vsem zagotovljeno. In v sklopu tega smo tudi pripravili predlog, ki se mu reče predlog za zagotovljen življenjski dohodek, in to je predlog dejansko družbene ureditve, s katerim dejansko lahko zagotovimo vsem dostojno življenje. Zdaj pa bom si pomagal z opisom predloga, ki si ga lahko pogledate na internetu ali pa obiščete spletno stran livingincome.me oziroma livingincome.me, kjer boste potem tudi našli veliko člankov na to temo in razne razprave, tudi forum je tam. In skratka, ta predlog je preveden tudi v slovenščino, tako da si ga lahko vsak prebere na internetu. Ampak kot rečeno, ljudje, to je pač moja opazka, moje opažanje, da smo ljudje zelo neaktivni še vedno pri stvareh, ki ponujajo neke rešitve za probleme, ki jih imamo v družbi, še posebej, kadar te rešitve vključujejo zavedanje, da se moramo mi kot ljudje spremeniti, zato da bomo ustvarili boljšo družbo, ne pa da moramo druge spreminjati ali pa nekaj izven sebe ali pa čakati vesoljce. Recimo, če bi naredili predlog, da moramo počakati vesoljce, da bodo zdaj prišli vesoljci iz vesolja in nam pomagali zagotoviti vsem dostojno življenje, potem bi veliko ljudi to verjetno, zelo veliko več ljudi se zanimali za ta predlog, tako pa, ko razumemo in v samem predlogu upoštevamo to, da moramo mi ljudje sami sebe spremeniti, zato da bomo lahko vsem zagotovili dostojno življenje, pa na žalost ljudem to še vedno večinoma ne diši, ker nas je pač v osnovi strah samoodgovornosti, ker nočemo se sami spremeniti, zato da bi pač dosegli to, kar je najboljše za vse, ker pač nas je strah spremembe. Kakorkoli, to težavo pač odpravljamo s samoodpuščanjem in z izpisovanjem in z samodirektivno samokorekcijo, kar lahko vidite v mojih blogih ali pa v blogih drugih dostojnicev, kako se to počne. Torej zdaj, da preidemo na sam predlog za zagotovljen življenjski dohodek. Predlog za zagotovljen življenjski dohodek torej upošteva najprej predvsem to, da smo v zdajšnjem sistemu vsi podrejeni denarju, da je vse dejansko, kar počnemo, podrejeno temu, da smo podrejeni denarju in da moramo najprej skrbeti za dobiček. To je seveda nesprejemljivo, zato ker pač so posledice tega vidne vse povsod, v zelo velikih ekstremih, v smislu, da je par procentov ljudi zelo bogatih, veliko ljudi je pa zelo revnih in niti nima kaj jesti. In torej zato moramo
zagotoviti takšen družben sistem, kjer bomo vsi ljudje imeli enakovreden dostop do denarja oziroma do dela oziroma do samega družbenega sistema, zato da bomo lahko enakovredno prispevali v sistem in od njega tudi enakovredno prejemali. Se pravi, kaj to pomeni? Prejemali v takšni meri, da bomo imeli zagotovljeno dostojno življenje. Torej, če pogledamo prvo točko, prvi predlog znotraj predloga za zagotovljen življenjski dohodek. Seveda, v osnovi je predlog takšen, da moramo imeti vsi ljudje zagotovljen dostop do denarja, zato ker je denar orodje, s katerim si lahko zagotovimo dostojno življenje. Če nimamo denarja, ne moremo nič drugega, kot pa samo krasti. In seveda, kraja je nesprejemljiva, zato moramo vsem ljudem omogočiti dostop do denarja. Zato je prvi predlog ta, da vsem ljudem, ki nimajo drugih virov prihodka, virov denarja, da vsem takšnim ljudem zagotovimo zagotovljen življenjski dohodek, ki je recimo, lahko rečemo za primer 500 evrov, recimo. Ampak to ni bistveno. Bistveno je, da je ta osnovni dohodek tako visok, da lahko z njim si zagotovimo dostojno življenje znotraj neke države, v kateri živimo. Torej, s tem minimalnim zagotovljenim dohodkom moramo biti si sposobni dobiti stanovanje in pa dovolj hrane in pa plačati vse osnovne stroške, s katerimi si lahko zagotovimo dostojno življenje. To je ne glede na to, se pravi, tudi če nimamo službe, se pravi, še posebej, kadar nimamo službe, je to ta dohodek, ki bi ga mogli in ga moramo vsi prejemati, zato da lahko dostojno živimo. Potem pa, ko recimo si najdemo službo, pa mora biti minimalna plača, ki jo prejemamo, vsaj 2-krat višja od tega minimalnega zagotovljenega dohodka. Torej, če je minimalni zagotovljen dohodek 500 evrov, potem je minimalna plača 1000 evrov. S tem dejansko motiviramo ljudi, da si najdejo službo in da če hočejo v življenju tudi kakšne bolj luksuzne stvari, kot so, kakšen avto, računalniki ali neke elektronske naprave, neke modne obleke in tako naprej, potem moramo za to tudi nekaj prispevati. In zato si posledično najdemo službo in takrat imamo minimalno plačo v vrednosti vsaj 2-kratnega zneska zagotovljenega življenjskega dohodka, s katerim si potem lahko omogočimo bolj luksuzno življenje. In seveda pa vprašanje zdaj vedno, kje ta denar sploh dobiti. Kje dobiti dovolj denarja, da bomo lahko vsem ljudem, tudi tistim, predvsem tistim, ki nimajo službe, ki nimajo drugih virov dohodka, da jim bomo zagotovili ta minimalni življenjski dohodek. Torej, naš predlog zagotovljenja življenjskega dohodka vključuje to, da se po državi, oziroma ne po državi, ampak da se prestrukturira podjetja, ki se neposredno ukvarjajo s pridobivanjem naravnih virov, kot so recimo les ali pa proizvodnja elektrike, ali pa recimo podjetja, kot so recimo Telekom, ki nudijo neko osnovno infrastrukturo, ki omogoča vsem dostojno življenje. Se pravi, takšna podjetja je treba prestrukturirati v smislu lastništva tako, da postanemo lastniki teh podjetij vsi državljani. In potem se dobički oziroma večji del dobičkov, ki jih ta podjetja ustvarjajo, uporabijo za to, da se omogoči zagotovljen življenjski dohodek vsem ljudem, ki ga potrebujejo. In seveda ta zagotovljen življenjski dohodek, kot smo rekli 500 evrov recimo, ne bi dobili vsi ljudje, dobili bi ga samo tisti, ki ga potrebujejo. To je ena točka, v kateri se ta zagotovljen življenjski dohodek razlikuje od univerzalnega temeljnega dohodka, recimo. In zakaj? Zato, ker dejansko tisti ljudje, ki hodijo v službo, ki imajo minimalno plačo 1000 evrov, ne potrebujejo
drugega dohodka, zagotovljenega življenjskega dohodka, ker že sami zaslužijo dovolj, da lahko ne samo dostojno živijo, ampak živijo luksuzno življenje. Tako da tisti, ki pa nimajo možnosti iz kakršnega koli razloga ali pa ki tudi mogoče nočejo delati, pa dobijo enostavno zagotovljen življenjski dohodek, ki jim pač omogoča življenje na nekem minimalnem dostojnem standardu. In če jim to ustreza, je pač to v redu. Zakaj bi te ljudi sodili, ne? Zelo hitro ljudje začnemo ponovadi soditi v smislu, ja, glej ga, on pa noče delati, vseeno bi pa živel tako in tako. Torej, ta problem rešimo s tem predlogom, ker pač takšni ljudje, ki nočejo delati, lahko izberejo, da pač ne bojo delali, ampak bojo živeli na minimalnem standardu, ki jim omogoča še dostojno življenje. Tisti ljudje, ki pa hočejo kaj več, recimo kot sem že rekel, neke nove naprave ali pa hoditi na potovanja in podobno, bojo pa pač šli v službo in dejansko prejeli vsaj minimalno plačo, ki jim to omogoča. Ok, to je, kar se tiče, kje bi dobili vire, recimo, za ta dohodek. Druga točka je tudi obdavčitev. In sicer mi imamo zdaj veliko raznih obdavčitev, še posebej tudi te na osebni dohodek. No, v tem predlogu zagotovljenega življenjskega dohodka bi odpravili davek na osebni dohodek. Torej, tisto plačo, ki bi jo prejeli, kadar bi hodili v službo, recimo minimalno 1000 evrov, bi prejeli v celoti in ne bi jo tako kot zdaj, recimo, če zdaj prejmemo bruto 1000 evrov, nam vzamejo ne vem koliko 100 evrov in prejmemo samo še recimo 700 evrov od tega plače. No, in v tem predlogu, v spremembi sistema tega davka ne bi več bilo na osebni dohodek, ampak bi davke, ki so potrebni za delovanje države, pridobili iz drugih obstoječih davkov in pa tudi iz davkov na transakcije, ki se izvajajo znotraj bančnega sistema, recimo. To je ta točka. Hkrati s tem je treba seveda tudi zagotoviti trajnostno oblikovanje cen, zato ker zdaj, če pogledamo, imamo ogromno nekih izdelkov, ki imajo zelo nizko ceno, ne? In če mi zdaj določimo minimalno plačo, da je vsaj 1000 evrov, potem se v podjetjih pojavi problem, da pač da ne morejo zagotoviti recimo dosti visokih minimalnih plač za svoje delavce. To je pač enostavno posledica tega, da enostavno imajo prenizke cene njihovi izdelki, zato ker pač posledično dajejo svojim delavcem, ki so mogoče celo kje v Aziji in kje drugje, premajhne plače. Plače, ki ne omogočajo dostojnega pač življenja oziroma luksuznega življenja ljudem, ki delo opravljajo. Torej, to je nesprejemljivo in nevzdržno in matematično se ne izide. Zato je enostavno potrebno cene izdelkov zasnovati trajnostno, tako da omogočajo v podjetjih delavcem minimalne plače, ki so pač v vrednosti dvakratnega zneska zagotovljenega življenjskega dohodka. Torej, hkrati s tem je treba tudi narediti zelo dober in boljši pregled nad samim ekonomskim sistemom in nad tem, kako se z denarjem upravlja v kapitalizmu. Zato, ker kot vemo, takrat, ko se skriva stvari in pretok denarja, takrat pride do pač zlorab in pač do kraje in do zlorab delavcev in tako naprej, kjer se denar pretaka po nekih čudnih kanalih do ljudi, ki ga pač želijo še več in s tem povzročajo trpljenje drugim ljudem, ker jim pač kradejo denar. In zato predlagamo v tem zagotovljenem življenjskem dohodku, da se vzpostavi transparenten sistem ekonomski, kjer se recimo cel ta ekonomski sistem prejemanja plač, prejemanja zagotovljenega življenjskega dohodka naredi čim bolj avtomatizira, kar enostavno prepreči možnost zlorab. Torej,
recimo, kako bi vsak lahko prejel ta zagotovljen življenjski dohodek oziroma kako bi se ta sistem vzpostavil. Enostavno tako, da recimo zdaj že imamo, vsak ima, ne vem, osebno izkaznico, ki je čipirana. Prav tako imamo vsi bančne kartice, ki so tudi čipirane, no. Zato ni velika težava enostavno te dve stvari združiti, tako da ima vsak človek v svoji osebni izkaznici hkrati še bančno izkaznico oziroma čip s svojim primarnim bančnim računom, ki se avtomatsko spremlja. Torej, prihodki na tem računu se spremljajo avtomatično in ko recimo, če izgubimo službo in nimamo več dohodka, ki omogoča dostojno življenje, začnemo avtomatično prejemati zagotovljen življenjski dohodek, brez da bi kdorkoli rabil kaj posebej to recimo odobriti, ker to lahko računalnik sam preveri. In seveda je potem to veliko boljši sistem, ker ne more prihajati do takšnih zlorab, ker ne rabimo recimo iti na, ne vem, na Zavod za socialno pomoč in tam izpolnjevati neke obrazce in potem mora tam biti zaposlenih ogromno ljudi, ki vse to preverjajo in ki potem odobrijo za par mesecev neko pomoč in tako naprej. In to seveda ogromno stane, ker ti ljudje morajo delati in tako naprej, in zato imamo v državnih organih zaposlenih ogromno ljudi, od katerih večina itak ne dela nič kaj pametnega. In v vsakem primeru bi lahko večino tega dela opravljali računalniki in zato lahko hkrati s tem predlogom zmanjšamo izdatke, ki jih država nameni za delovanje same sebe, svojih institucij, zato ker lahko enostavno veliko stvari prenesemo na same računalnike, ki bojo avtomatsko odrejali, se pravi merili naš dohodek in nam odredili zagotovljen življenjski dohodek, če bomo prišli v stanje, kadar ne bomo recimo nekjer zaposleni in ne bomo imeli dovoljšnega vira prihodka, da bi lahko dostojno živeli. Prav tako recimo je problem v današnjem sistemu kakovost izdelkov, ker so itak že delani z namenom, da se pokvarijo takoj potem, ko preteče garancijski rok. To je seveda nesmiselno in nevzdržno, zato hkrati s tem predlogom tudi predlagamo, da se ustanovi urad za standarde in za kakovost, kakorkoli mu že pač rečemo, kjer bojo pač zaposleni ljudje, ki bojo preverjali, da se v podjetjih oziroma v proizvodnji proizvaja dejansko izdelke, ki so čim bolj kvalitetni, kar pomeni, da čim dlje zdržijo. Torej, da imajo čim daljšo življenjsko dobo, ker je to edino smiselno in ekonomično, ne. In na tak način bomo zelo zmanjšali energijo in zmanjšali porabo surovin, ki jih moramo nameniti za to, da recimo vsake par let proizvedemo nov prenosni računalnik, zato ker se je prejšnji pokvaril, ne. Zakaj ne bi enostavno naredili prenosni računalnik, ki drži 50 let in ga enostavno zasnovali tako, da se ga da popolnoma reciklirati in je to to. In bi enostavno določili cene takšnih izdelkov na podlagi dela posameznih ljudi, ki so ga vložili v to, da se ta izdelek proizvede, in bi potem dejansko imeli produkte, ki bi bili najboljši za vse. In seveda je to danes v tem sistemu nemogoče, zato ker je vse podrejeno denarju in profitu in zato se pač dela ravno obratno. No, in hkrati, to je zdaj tak zelo kratek opis tega predloga za zagotovljen življenjski dohodek, ker pač se je verjetno še tale video bo zelo malo ljudi poslušali v celoti, ne, tako da okej, tisti, ki ste, zelo super, hvala za poslušanje. Predlagam tudi, da si to preberete in da nam pomagate skupaj še naprej razvijati ta predlog in da se pridružite temu, da sami s svojim zgledom sebe spreminjate in začnete stati kot rešitev problemov, ki jih imamo danes v družbi, zato da bomo dejansko lahko čim prej zagotovili vsem dostojno življenje. In ta predlog za zagotovljen življenjski dohodek je dejansko predlog, ki vse to upošteva, vse probleme, ki jih imamo v družbi, ki upošteva, da se moramo mi ljudje spremeniti, zato da bomo lahko vsem ljudem zagotovili dostojno življenje in tudi
Zdaj imamo okvir, kako lahko v praksi to dosežemo, treba je samo se začeti zavedati, da moramo vsi začeti sodelovati pri tem, da bomo lahko to uresničili. Tako da vabljeni k sodelovanju in hvala za posluh in se vidimo naslednjič. Lep pozdrav.